En lep dober večer vam želim. Moje ime je Lili Sorum in današnja tema bo karma. Ne zdaj ugasni televizije, ne prekiniti posnetka. Najprej bomo povedali, kako numerologija razlaga karmo, kaj vse karma lahko je, nato pa bomo povedali, kje vse si jo pa mogoče danes s svojimi vsakodnevnimi obveznostmi in načini razmišljanja in delovanja ustvarjamo, pa se tega ne zavedamo. Nato bomo naredili tudi pregled po številih življenjskih poti od 1 do 9 in zaupala vam bom, kje pa vaš ego skriva tiste pasti, oziroma bomo temu lepše rekli izzivi, preko katerih se učimo sebe izboljšati in tako posledično izogniti karmi. Beseda karma sama po sebi ima kar nekako negativno konotacijo, marsikdo mogoče v karmo niti ne verjame, je to nek koncept, ki mu ali je tuj, zato ker izvira nekako iz drugih kultur. Ne glede na to, ali v karmo ali v pretekla prihodna življenja verjamemo ali ne, nam je reinkarnacija blizu ali ne, dejstvo je, da vsaka akcija ima reakcijo, da vsaka naša odločitev ima neke posledice in učinke. Ne glede na to, ali smo imeli najboljše namene ali ne. Zato v marsikaterih kulturah razlikujejo karmo, ki je rezultat nečesa slabega oziroma slabega namena. Se pravi, če se jaz zdaj odločim, da bom vam škodovala, je sigurno ta karma drugačna kot karma tistega, ki je neko škodo oziroma nekaj negativnega naredil po nesreči oziroma s premalo zavedanja. Pravi, če vzamemo za primerjavo otročka, ki je hotel ribico pobožati in imel ribico v rokah in je seveda ribica umrla, je verjetno to čisto nekaj drugega kot nekdo, ki bi to ribico vzel za nalašč ven in jo potem speštal. Torej, kaj sploh je karma? Kaj vse naj bi zaumevali ta izraz? Predvsem rezultat slabših odločitev, slabših izbir. Numerologija pravi, da karma ni slaba. Numerologija pravzaprav karmo enači z izravnavo energij. Torej, če nekaj naredim na slabši način, to pomeni, da mi bo življenje postreglo z določenimi lekcijami, z določenimi izzivi, z določenimi situacijami, morda tudi razočaranji in izgubami, preko katerih se bom naučila, da morda določeno ravnanje ni bilo v redu. Če tukaj zdaj upletemo zraven reinkarnacijo, se pravi, kako za vraga naj zdaj jaz vem, kaj sem ga biksala v prejšnjih življenjih, pa kaj sem naredila, pa kaj nisem naredila, pa po vsej verjetnosti smo že vsi bili marsikaj slabega v prejšnjih življenjih, po vsej verjetnosti mogoče stvari, ki smo jih počeli takrat, niti niso bile za tiste čase in razmere tako zelo negativne, kot če jih gledamo s stališča današnjega časa, okvirja prepričanj in tako naprej. Torej, tukaj zdaj biti pameten je težko. Dejstvo pa je, da tudi danes z vsako svojo gesto, vsako svojo mislijo ustvarjamo jutri našega življenja. Se pravi, tudi danes s tem, kar počnemo, ustvarjamo dobro ali slabo karmo. Torej, energija se slej kot prej zbalansira. Tudi če pogledamo v naravi vse stremi k harmoniji, k uravnovešanju. Se pravi, tudi energija našega življenja. Torej, če opustimo vse eksotične ali nam morda nenavadne, nepoznane ali morda bom rekla, ne nam domače definicije karme preteklih življenj, lekcij življenja, verjamem, da se vsi lahko strinjamo, da to, kar naredimo, ima vedno posledico. Če bomo jedli samo čokolado, sigurno ne bomo zdravi in nobena stvar v ekstremih ni dobra. Tudi najbolj zdrave stvari ne. Kje zdaj najti tisto srednjo pot, ki bo vam pomagala? V koncu oddaje bomo pogledali seveda tudi tiste izzive, ki se vam porajajo ravno zato, da se naučite nekako to zmernost najti. Na splošno pa velja namen. Kaj je namen vašega delovanja? Kaj želite doseči? Ali zdravo jeste zato, ker želite izgledati dobro v kopalkah? Ali zdravo jeste zato, ker želite biti zdravi? Ali zdravo jeste zato, ker želite živeti 100 let in še več? Zakaj zdravo jeste? Zato, ker je to zdaj moderno. Zato, ker morda simbolizira tudi nek status. Zato, ker se to dela. Zato, ker ste to videli na televiziji. Zato, ker nekdo, ki ga vi občudujete, tako počne. Velikokrat v življenju pravzaprav zunanji vplivi odločajo namesto nas, izbirajo namesto nas. Kje je v bistvu vir vaših informacij? Kaj je zdravo? Kaj pravzaprav je zdrava prehrana? Če pogledamo, kaj vse menimo danes, kaj vse smo menili pred 10 leti, kaj vse smo menili pred 20 leti, koliko različnih načinov zdravega prehranjevanja obstaja in za vsakega tisti, ki so pristaši, trdijo, da je ta prav. Kje potem najti zdaj sebe? Dva človeka si nista enaka. Isto izkušnjo dve osebi doživljata na različne načine. Torej, prvi korak je prepoznavanje sebe.
Rodili ste se zato, da ste vi. Niste se rodili zato, da bi ugajali okolici, niste se rodili zato, da bi se upirali okolici, niste se rodili zato, da bi sledili nekim smernicam, ki vam ne sodijo, ne pristajajo, niso za vas dobre. Spravi, če ostanemo pri primeru hrane, lahko da je določena vrsta hrane super zdrava, ima hranila takšna in drugačna. Mogoče za vas ni dobra, ker imate pa vi točno na to alergijo. Boste še vedno zato, ker ste nekje prebrali, da so jagode super, ker imajo to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, ali boste poslušali svoje telo, ker se po jagodah počutite slabo. In v življenju je mnogokrat isto. Potem pa pridemo do ene velike ukane, bomo temu rekli, ki se ji reče hvatanje krivin. Torej, kolikokrat se kar dobro počutimo, super počutimo, ko nam nekaj ni treba. Ko vemo, da bi nekaj mogli, pa potem tega ne storimo, oziroma se zelo izmuznemo dolžnostim, kar spomnite se v osnovni šoli, morda vam ni bila ljuba telovadba, kako ste bili veseli, če vam je vršica pustila, da ste sedeli in vam ni bilo treba telovaditi. Ste mogoče pozabili narediti domačo nalogo, ampak tovariš ni pregledoval in tako naprej. Kolikokrat v življenju pravzaprav smo veliko bolj veseli, ko nam nečesa ni treba. Kolikokrat se bolje počutimo, če nam nečesa ni treba. Tukaj pridemo do tega občutka prisile, na katerega smo vsi malo alergični in smo vsi malo upornika, zato ker nekaj moramo, včasih se v nas zgane občutek, da je to slabo. Ko imamo tudi lep primer ljudi, ki uživajo v svojih konjičkih, radi slikajo, radi delajo prtičke, radi ustvarjajo, denimo. Imajo redno službo, ampak popoldne uživajo v tem, da sem pa kaj ustvarijo, oblikujejo, naredijo. Morda potem ljudje okoli njih jih vse bolj hvalijo, vse več ljudi si želi njihovih prtičkov, slik, izdelkov. In potem pride trenutek, ko se reče, kaj tle v službi mi šef teži, plača je slaba, dopusta ne dobim takrat, ko bi hotel, vse praznike delam, to tretje, grem jaz na svoje, to bo super. Toliko se najdem v teh prtičkih, v teh izdelkih, v tem svojemu poslanstvu, to bo the best. In potem z nekim navdušenjem, čeprav nas je morda malo strah, pričnemo svojo lastno karierno pot. Odpremo svojo firmo, mogoče postavimo svojo trgovino, začnemo delati in smo top. In potem se zgodi, da naš reče, to pa je zdaj dobilo drugo definicijo, to pa več ni tvoje poslanstvo, pa ni tvoj konjiček, se pravi, vse te neke definicije, ki morda dajo pridih zabavnosti in užitka in izpolnjenosti, so zdaj odjadrale drugam, kajti to je zdaj tvoja služba. To je zdaj tvoja zaposlitev, to je zdaj tvoja obveznost, zdaj moraš biti resen, odgovoren. Potem ugotovimo, da ko imamo svojo firmo, bolniška ni čisto enako plačana kot če smo nekje drugi zaposleni. Potem ugotovimo, da ponavadi praznike delamo, ker je več naročil. Ugotovimo vse drugo, kar mogoče prej nismo tako zelo resno jemali ali pa se nam ni zdelo tako zelo obremenjujoče. Velikokrat gre pa samo za našo lastno spremembo definicije iz tega, da nam je bilo izdelovanje prtičkov užitek, zdaj pa je to ratala zaposlitev, obveznost, odgovornost, prisila, zdaj pa moram. Prej sem si želel, prej sem v tem užival, prej sem se imel tako fajn, prej tudi, če je kakšen prtiček nastal drugače, kot sem si mislil, tudi če sem kakšnega čist falil, pa sem ga mogel stran vrčiti, ni bilo nobene drame. Zdaj pa moram, ker moram doseči določeno normo, ker to, ker ono, ker tretje. Velikokrat v življenju, potem ko nekaj moramo, začnemo sami sebe sabotirati in ne najdemo več istega smisla v stvarih. Zdaj pa vas vprašam, kaj pa je v bistvu smisel vašega življenja? Kaj je smisel tega, da ste se zjutraj zbudili? Kaj je smisel tega, da ste se sploh rodili? Kaj je smisel vas? Kako ga živite, kako ga doživljate? In ali se ta smisel spreminja? Ali je naš namen drugačen, ko smo dojenček? Pa ko smo stari 20, pa 40, pa 60, pa 80, pa 150? Ali je naš namen drugačen v vlogi učenca, v vlogi starša, v vlogi otroka, vnuka, žene, moža, partnerja, prijatelja, svetovalca, soseda, sodelavca, človeškega bitja? Naše življenje je tako zelo kompleksno, ampak na koncu dneva so stvari zelo preproste. Na koncu dneva se vedno znova vračamo k namenu, k smislu. Ali smo nekaj naredili zato, ker smo želeli doprinesti luč, ljubezen, srečo, radost, nekaj lepega, nekaj dobrega, ali nekaj počnemo namenoma škodljivo, ker nekomu drugemu ne privoščimo nekaj lepega, dobrega, izpolnjujočega. Koliko ljudi
bi z veseljem uničilo svojo konkurenco, če bi lahko. Koliko pa ne govorimo o poslovnem področju, da ne govorimo, kaj vse naredi ljubosumje na partnerskem področju, ko nam je nekdo všeč in potem se prebudi to ljubosumje, posesivnost, želja po temu, da bi kar vse, ki bi lahko tej osebi bile všeč, ne glede na spol, izničili, da bi ostali samo mi, ker smo tako zelo krasni. Veliko kot v življenju se ne zavedamo podzavestnih mehanizmov, preko katerih delujemo. Zato je zelo pomembno, da smo vedno čuječi. Vsi imamo kdaj slab dan, vsi smo kdaj tudi jezni, vsi po vsej verjetnosti tudi kdaj kaj slabega poželimo nekomu drugemu. Velika razlika pa je sama resnost te namene in kaj potem s to namero naredimo. Jaz rada ponavljam, da jeza ni slaba. Jeza nas opozori, da so bile nekje meje kršene, da nekje nekaj ni tako, kot mi menimo, da je prav. Kaj pa s to jezo naredimo, pa je dokaz, kakšen človek smo. Nekdo, ki je jezen v imenu jeze, najde opravičilo, da lahko stori tudi največje zločine. Nekdo pa je jezen, pa se pomiri, pa razmisli, kaj v bistvu v sebi, do sebe bi lahko počel drugače, da te jeze ne bi bilo. Kolikokrat to, kar nas jezi, moti, nam vse živce požre pri drugi osebi, če smo iskreni, sami počnemo, pa v drugačni situaciji. Kolikokrat nas pravzaprav ta jeza nežno opominja, da smo mi tisti, ki potrebujemo točno to pri sebi ozavestiti, ampak po vsej verjetnosti v drugem odnosu, v drugačni situaciji, na drugačen način. In ne nazadnje nam včasih ta jeza tudi sporoča, kdo nismo in kdo ne želimo biti, kajti tudi to potrebujemo. Ni dovolj samo vedeti, česa si želimo, kam si želimo, kaj hočemo doseči, ampak tudi, kje so naše meje, torej, če povemo bolj poenostavljeno, kaj smo in kaj nismo pripravljeni storiti za to, da dosežemo svoj cilj. In potem pridemo do starega dobrega reka, ki pravi, cilj opravičuje sredstva. Je to vedno tako? Je vedno tako, da v imenu znanosti lahko počnemo marsikaj slabega? V imenu ljubezni, v imenu miru, v imenu vere, v imenu marsičesa se je tekom zgodovine počelo marsikaj slabega. Ampak danes smo tukaj, danes je nov dan, jutri je novo jutro. Kako lahko smo mi boljši človek, kot smo bili, kako se lahko razvijamo, kako lahko storimo preprosto bolje. Vsak dan bolje kot dan poprej. To ne bo edino merilo v življenju. Torej, ko govorimo o karmi, ko govorimo o nekih zakonitostih, s katerimi morda nas celo želijo preplašiti, jaz verjamem, da če se umirimo in če resnično raziskujemo sebe, znamo najti tisto pot, ki je za nas dobra. Pot! No, numerologija lahko pri tem pomaga. Zdaj bomo zračunali število življenjske poti za vsakega izmed vas posebej. Jaz verjamem, da tisti, ki sledite mojim oddajam že dalj časa, to že znate. Torej, svoj rojstni datum toliko časa seštevate, da dobite eno samo cifro. Formulo bomo dali tudi na zaslon. Torej, število življenjske poti je tisto osebno število, ki nam preko seštevka našega rojstnega datuma pomaga razumeti našo pot. Pomaga nam pa razumeti tudi, kje so potem takem tiste pasti, tiste stvari, ki se nam lahko dogajajo, ki nas tako zelo pojezijo, da nas mogoče potisnejo čez rob. Pa kar pričnimo z enko. Torej, tisti, ki imate število življenjske poti 1, ste včasih, zdaj govorimo o negativnih lastnostih števila 1, ne govorim, da ste vedno takšni, ne govorim, da je to vaša edina reakcija, ampak znate biti impulzivni, znate odreagirati preprosto prehitro. V tistem trenutku, ker ste lahko tudi eksplozivni, imate boljše in slabše dneve, pa seveda energija gre. Torej, v tisti jezi, v bolečini, v razočaranju, v stiski, bom rekla, smo vsi seveda drugačni, kot če bi se zjutraj zbudili, opazovali sončni vzhod in se imeli čudovito. Torej, takrat, ko se življenje zdi prenaporno, včasih odreagirate prehitro, tudi preagresivno. Torej, učite se umirjati, preden pride do tistega izbruha in morda tudi, če pride do tega izbruha, potem se opravičiti, predvsem pa energijo spremeniti. Nič je narobe s tem, da včasih izbruhne ta jeza iz nas, kajti ravno preko tega izbruha velikokrat šele ozavestimo, kaj je bil srž problema. Problem je, kadar se te jeze oklepamo in s to jezo potem dirkamo naprej. To pa se vam lahko zgodi, ker ste tip človeka, ki se usede na konja in zdrvi nevarnosti naproti, tako kot kavboj, tako kot najbolj pogumni ljudje na tem svetu.
Namen za tem ni vedno dober. Verjamem, da kavboji mogoče dan danes nimajo več te negativne konotacije, ampak če smo iskreni, to, kar so oni videli kot poslanstvo, je v resnici genocid. Torej, dajmo sami dobro definirati pri sebi, kaj je tisto, kar nas žene takrat, ko se nam zelo mudi nekam. To je vaš karmični izziv. Kaj vas v resnici žene, ko se vam zdi, da točno tega zdaj pa ne smete zamuditi in pred pa takoj pa včeraj pa zakaj že. Torej, takrat, kadar se vam mudi, se umirjati. Število življenjske poti 2. Pri vas pa je situacija nekoliko drugačna, da ne rečem ravno obratna. Takrat, ko ste najbolj pasivni, takrat, ko najbolj postavljate nekoga drugega v ospredje, ker želite nekomu ali polepšati življenje, polepšati dan, obogatiti določen trenutek, se vprašajte, ali sebe izgubljate. Vaš karmični izziv je ravno obraten. Se pravi, kje se pa ustavite, kje ste preveč podrejeni, celo do te mere, da sebe morda celo izničujete. Ne ena, ne druga skrajnost ni v redu. Se pravi, vsi tisti, ki želijo svojo voljo, svoj prav, svoj način življenja vsiljevati drugim, to zdaj ne ciljam na enke, ne me narobe razumeti, govorim na splošno, in tudi tisti, ki mogoče pa se sami ne odločajo, ampak prepuščajo odločitve drugim, čakajo, da bodo druga nekaj naredili, pa da bodo potem oni se odzvali ali ne. Torej, kadarkoli opazite, da sami nimate močno izdelanega mnenja, ampak ga bolj kot ne mogoče kar malo posvojite od drugih, predvsem pa v odnosih, kjer imate nekoga tako zelo radi, da sebe podrejate, da svoje želje sploh več ne prepoznavate, tam tiči ta karmični izziv za vas. Se pravi, tudi to, da smo preveč pasivni, ni okej. To pomeni, da stojimo ob strani in dopuščamo, da se stvari dogajajo, čeprav bi lahko v dogajanje posegli. Torej, ko se boste opazili, da morda se preveč zanašate na druge, da težko sami nekaj naredite, ampak vedno potrebujete družbo nekoga, se dajte ustaviti, nič ni narobe z družbo, dokler imate vi svoje mnenje, svoj namen, svoj razlog, svoj zakaj ob nekomu greste, delujete, sobivate in nekaj počnete. Torej, tukaj leži vaš karmični izziv. Število življenjske poti 3. Vam pa sem ter tja nagaja domišljija. Torej, vaš karmični izziv ima absolutno veliko povezavo z iluzijo, domišljijo. Vse, kar bi lahko bilo, pa ni. Torej, veliko kot v življenju se zgodi, da tako zelo zaupate v ljudi, v neke projekte, v nekaj, kar bi lahko bilo pravzaprav v potencial, namesto da bi pogledali dejstva. Nekdo je lahko zelo talentiran, nekdo je lahko zelo potencialen, super potencialen partnerka, super potencialen poslovni partner, super potencialen sosed, prijatelj, karkoli. Ta potencial ni nujno, da se bo razvil. Se pravi, vaš karmični izziv je, kje pa morda pri sebi tako zelo cenite svoj potencial, da se vam zdi, da vam za to ni treba nič narediti. Da bo kar padlo samo od sebe z neba in vi boste potem uspešni in boste cveteli in dehteli, tako kot teli tulipani za menoj. Torej, naj vas ne zavedajo lepe besede, vse tisto, kar je možno, še vedno je potrebno vložiti določen trud. Tu leži vaš karmični izziv, ideje so super, zamisli so super, izjemno ste ustvarjalni, bujno domišljijo imate, ampak to ni dovolj. Se pravi, ne biti samo idejni vodja, ampak tudi izvajalec. Se pravi, tudi dejavni, aktivni, predani in bom rekla tudi do neke mere vztrajni, preden vržete puško v koruzo. Število življenjske poti 4. Pri vas pa je vaš karmični izziv nekoliko obraten, vi pa ste vztrajni, včasih celo preveč, zato po vsej verjetnosti vam okolica sem ter tja očita, da ste trmasti, pa da se vam nič ne da dopovedati, pa da mora biti vse po vaše. Torej, vaš karmični izziv je povezan s potrebo po kontroli, potrebo po temu, da so stvari mogoče rutinske, varne, preverljive. S tem ni nič narobe, dokler ne pridemo do ekstrema. Torej, ko se boste opazili, da ravnate na način, ki bi ga lahko enačili stavkom, že 100 let se tako dela, tisočletja nazaj so tako delali, skozi se tako dela, vsi tako delajo, nič ne bomo spreminjali, tukaj leži vaš karmični izziv. Torej, kje in kako vi rastete, se spreminjate, kje ste odprti, kje pa ste zaprti, kje pa morda niste odprti spremembam. Ne govorim o tveganju, ne govorim o stvarih, ki so nevarne, ne govorim o stvarih, ki so neodgovorne, ki so površne. Govorim o tem, da včasih ste tako zelo v svoji energiji, da ste zakrčeni. In kadarkoli smo v krču, ne moramo rasti, ne moramo uživati, ne moramo se razvijati, ne moramo se učiti.
kadarkoli vedno eno in isto ponavljamo, se pravi, če bi se do smrti učili samo poštevanke, ker to se že skozi tako počne in poštevanko res moramo znati in niste čist prepričani, koliko je 68 krat 27, poglejte, koliko matematike izgubite. Sploh ne boste prišli do logaritmov in še do marsičesa, do geometrije, kaj je zdaj to? Torej, vaš karmični izziv leži v okvirjih, v vztrajanju pri tistem, kar vi menite, da je prav in v potrebi po kontroli in v potrebi, da bi točno vedeli, zakaj se gre. Ravno obratno pa velja za število življenjske poti 5. Torej 5, pa ste tiste, ki hrepenite po spremembi, po svobodi, tudi po malo tveganosti, tudi po prepovedanem. Torej vaš karmični izziv pa absolutno vključuje meje, korektnost, druge osebe in pa bom rekel do neke mere tudi tradicijo. Se pravi, super ste. Število 5 je tisto, zaradi katerega smo prišli ven iz jam, zaradi katerega nismo ostali vedno na istem nivoju. Ampak vsako število ima tako pozitivna kot negativna, neke svoje vplive, neke svoje lastnosti, tudi za 5 to velja. Torej, ko se opazite, da bi vaše ravnanje lahko enačili z mehanizmom bega, se pravi, da ko vam nekaj ni prav, odsvrite drugam, da so vedno drugi krivi, da potrebujete več, pa čim več, bomo rekli temu, eksotike, da ne rečemo prepovedanega in tako naprej, kajti po vaših merilih in ocenah je to vse okej. Zakaj so ljudje toliko zategnjeni, pa to je čisto brez veze, pa te omejitve so brez veze, pa ta pravila so brez veze, vsi bi mogli biti free, pa flower power, pa tako naprej. Torej, ko to pride v nek ekstrem, tam leži vaš karmični izziv. Kje pa so meje? Kajti meje slej ko prej obstajajo. Število življenjske poti 6. Število življenjske poti 6 pa se vedno znova sooča z lekcijo ljubezni do sebe, zato podobno kot tudi dvojkice, tudi za vas velja, kje sebe izničite in greste morda celo do te mere, da postanete svoj lastni mučitelj, ker požrtvovalnost enačite z žrtvovanjem sebe in to enačite z izražanjem ljubezni. Se pravi, če bom sebe izničil, bil do sebe zelo grob, agresiven, sebe sploh ne bom upošteval, za voljo tega, da bo nekdo drug srečen, potem sem na pravi poti, tukaj leži vaš karmični izziv. Se pravi, seveda je prav, da smo plemeniti, da smo sočutni, da pomagamo, da včasih tudi kaj potrpimo. Naj pa to ne bo definicija ljubezni, kajti to pomeni, da boste pritegnili v svoje življenje ljudi, ki se bodo nad vami radi znašali, ker je to vaša definicija ljubezni. Nekomu pokažem, da ga imam rad tako, da je ta oseba do mene groba, nespoštljiva, sebična, vase zagledana, se pravi, potem potrebujete takega partnerja. Kako boste pa sicer pokazali svojo ljubezen, če bo pa nekdo do vas prijazen, pa nežen, pa romantičen, tetanobir? Se mora biti nekdo do vas nesramen. Vidite, kako lahko naš nagaja. Tu leži vaš karmični izziv. Kolikokrat v življenju sami sebe dobesedno pohodite, kajti šele takrat se vam zdi, da ste sprejemljivi. Pa naj gre za posel, naj gre za ljubezen, naj gre pravzaprav za vašo lastno samopodobo. Tu leži vaš izziv. Število življenjske poti 7. Vi znate biti zelo zahtevni sami do sebe, zelo, bom rekla, perfekcionistični, strogi in vaš karmični izziv leži ravno tu. Kdaj ste prestrogi? Kdaj morda vi sami sebe na nek način kaznujete za nekaj, kar vi menite, da bi že zdavnaj mogli narediti bolje? Se pravi, sami sebi ste nekakšno malo stereotipno mačeha, če bi pogledali kakšno pravljico. Torej, kako ste lahko do sebe bolj sočutni, bolj nežni, bolj materinski in tudi do drugih. Se pravi, vaš karmični izziv leži v iskanju resnice, v iskanju korektnosti, v iskanju vas, ne nazadnje, ampak na sočuten in nežen način. Se pravi, če se naslonimo prej na primer, v imenu znanosti ni vse opravičljivo, marsikaj se da dognati, raziskovati, prepoznati na drugačen način. Jaz verjamem, da vivisekcija, mučenje živali v laboratorijih absolutno ni več potrebno pri tehnologiji, ki jo imamo. Zato pa zdaj mene zanima, kolikokrat ste pa vi ta živalica v nekem laboratoriju, ko vi na sebi testirate stvari v imenu znanosti, resnice in tega, da vi sebe poznate. Torej, ne sebe mrcvariti, ne sebe mučiti s preveč raziskovanjem, s preveč analiziranjem in s pretirano kritiko. Tukaj leži vaš karmični izziv.
vsaka plat ima dve strani, vsaka zgodba ima dve plati in nič ni narobe, če se kdaj zmotite. Poglejte, jaz mislim, da ni konec sveta, jaz sem se ravno kar zmotila, pa sem se popravila. Tu leži vaš izziv. Nič ni narobe v tem, da se zmotite, situacijo zgolj popravite. Število življenjske poti 8. Vam vsake toliko časa ponagaja ego, ponagaja dejstvo, da si želite biti uspešni, da morda sebe celo ocenjujete preko tega. Torej, vaš karmični izziv leži v enačenju sebe s svojimi dosežki. Vedno bomo našli v svetu, v življenju, v svoji okolici ljudi, ki se nam zdijo bolj uspešni, bolj sposobni, bolj pametni, bolj bogati, bolj mladi, bolj karkoli že. Seveda bomo našli v svetu tudi obilico ljudi, ki so v mnogo slabšem položaju kot mi, zelo pa odvisno od nas, naše lastne čustvene zrelosti, v kaj smo usmerjeni. Se pravi, ko želimo rast, mogoče, če izhajamo izključno z nekih nižjih vibracij ega, se nam bo tako fajn zdelo, če bomo mi boljši od drugih, potem lahko pademo v drugo skrajnost, ko bomo videli, koliko ljudi je pa vendarle boljših od nas, to je grozno. Pravzaprav pa naj bi se to uravnovesilo. 8, ki simbolizira tako zgoraj, tako spodaj, tako duhovno kot tudi materialno, torej vaš karmični izziv leži v srednji poti. Ne primerjajte se z drugimi, vi ste tu v sredini. Za vami je preteklost, pred vami je prihodnost. To je to. Se pravi, ne ocenjujte, ne vrednotite stvari, ki so mogoče resnično neprecenljive. Ljubezni, zdravja, prave sreče nam ne more noben denar kupiti. Lahko nam olajša vsakdanjik. Seveda lahko za sebe bolj poskrbimo, če imamo veliko denarja, bolj zdravo živimo. Absolutno si lahko privoščimo nešteto plastičnih operacij in izgledamo fantastično. Ampak če sami v sebi sebe ne doživljamo kot lepe, potem nam nobena plastična operacija ne bo v resnici pomagala. Bolje obliž. Bo pomagala za tisto obdobje, kratko obdobje, ko se bomo gledali v ogledalo in bo, kako fajn, zdaj pa imam take lepe, velike ustnice, ampak seveda, koliko časa bo to dovolj? Preden bomo šli znova popraviti ustnice, pa potem mogoče še kaj drugega. Torej, tu leži vaš karmični izziv. Dovolj ste in dovolj je tako, kot je. Seveda lahko stvari izboljšamo. Ko gremo v prvi razred, vemo, da ne znamo brati, vemo, da se bomo tega naučili. Vemo, da še ne znamo poštevanke, vemo, da se bomo tega naučili. Vemo, da še ne znamo logaritmov, vemo, da se bomo tega naučili. Torej, stopajte tudi v življenje z zavedanjem, da vse še nimate, vse še niste, ampak marsikaj od tega boste lahko spremenili in marsikaj od tega pravzaprav ne definira vas. Naše znanje poštevanke absolutno ni merilo, kdo mi smo, ampak je samo en izmed pokazateljev, ena izmed lastnosti. Torej, tle je vaš karmični izziv, kako sebe ocenjujete, kako se merite in kdaj padete v tisto nikoli ni dovolj, nikoli ni dovolj. Še število življenjske poti 9. Vi se učite sprejemati za sebe, svoje življenje pa velikokrat dojemate zelo nasplošno. Torej, vaš karmični izziv leži v tem, da ste bolj ozkogledni, se pravi, da ste nekoliko bolj natančni. Tukaj vidimo šopek, dajmo se osredotočiti na vsak tulipan posebej. Torej, ne posploševati stvari. Ko se ujamete v cikel, vsi moški so isti, vse ženske so iste, vsi tulipani so isti. Enkrat sem jedel gobovo župo in potem mi je bilo slabo, se pravi, to je res grozno, nikoli več ne bom probal gobove župe. Torej, ne posploševati. Vaš karmični izziv se skriva v tem, da se vi po neki izkušnji ali neki prigodi odločite, da je cel svet tak. Vsi so taki, vedno bo tako. Ni res. Predvsem pa tudi se učite izbirati za sebe. Katere tulipančke boste vzeli in katere ne. Mnogokrat namreč ravnate na način, da vzamete vse, zajamete vse, namesto da bi nekoliko cenzurirali oziroma filtrirali izbiro. Poglejte tele tulipančke. Lahko izberete samo 3, ali 6, ali 9, ali 5, ali enega, ali nobenega. Ali nobenega. Torej, kje v življenju pa še ne zmorete reči ne, tega pa v celoti ne želim. Torej, vaš karmični izziv absolutno leži v izbirah in v tem, da se izognete posploševanju.
To je bil pregled od 1 do 9. Vsak izmed nas se sooča s svojimi izzivi, morda se v tem opisu niti niste najdli, morda ste določene stvari predelali že v otroštvu, so pa to bolj kot ne bili negativni opisi teh števil, vedno seveda prinesejo za seboj tudi veliko dobrega, ne samo slabega. Torej, če ste zdaj nekoga, ki ima število življenjske poti 8 prepoznali in boste rekli, aha, tej osebi je pomembno samo kaj ima, pa uspeh pa tako naprej, seveda temu ni tako, torej ne preveč posploševati. Upam pa, da so bili to neki napotki, neke usmeritve, ki vam bodo pomagali razumeti vašo pot, vaše izzive tukaj in zdaj, v karmi, ki jo ustvarjamo za jutri. Se pravi, čisto vsaka misel, čisto vsako naše dejanje, čisto vsaka naša odločitev in izbira. Tudi kadar se zdi, da se ne odločamo, tudi kadar se odločimo počakati, kaj bodo drugi rekli, drugi naredili, kaj bo življenje vendarle prineslo, tudi to je izbira, da predajamo moč v tuje roke. Torej, vedno v življenju vse, kar naredimo, vse, kar pomislimo, vse, kar storimo, prinese posledice. Pa posledice je mogoče taka negativna beseda. Nagrade, lekcije, tudi vsaka lekcija je darilo, kajti iz lekcij se naučimo. Torej, jaz vam želim čim več takih izkušenj, preko katerih boste rasli na čim bolj lahek in ljubeč način. To vedno ne gre, zato pa je tukaj tudi numerologija, da nam točno pri temu pomaga. Če imate kakšen predlog, vprašanje, kot vedno vabljeni, da mi pišete ls@lili-sorum.com. Veliko člankov, prispevkov in videoposnetkov vas čaka tudi na moji spletni strani, tudi drugi članki o karmi, tudi osebna analiza in svetovanje o karmi, če vas zanima, kaj pa se skriva konkretno v vaših karmičnih zapisih, torej vabljeni na www.lili-sorum.com in čudovit večer vam želim in čim več lepih dogodkov.